Spoštovani. Spoštovane članice in člani občinskega sveta občine Medvode, prav lepo pozdravljeni na 19. seji občinskega sveta občine Medvode, danes dne 13. oktobra 2021. Pričenjamo z 19. sejo občinskega sveta. Seja se snema v skladu z 63. členom poslovnika. Seja pripravljena v skladu z priporočili NIJZ in se bo v tem smislu tudi izvajala. Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani oziroma ste ga prejeli po pošti, na mizo pa ste dobili sklepe odborov in komisij, popravek pooblastila za vodenje te seje ter umik 2 točk z dnevnega reda seje. Vse ste prehodno prejeli tudi po elektronski pošti. Ugotavljam sklepčnost. Od 23 članov občinskega sveta je prisotnih 20 članov. Upravičili so se gospod Dominik Bradeško, gospod Uroš Medar in pa gospod Leon Merjasec. Pozdravljam zunanje razlagalce, gospod Simono Krese iz podjetja NRS Krese ter gospoda Aleša Kalana, direktorja javnega zavoda Sotočje Medvode. Ugotavljam, da smo sklepčni in da lahko pričnemo s sejo. Prehajamo k prvi točki dnevnega reda. Potrditev dnevnega reda. Prvič. V skladu z določili poslovnika vam je bil pred sejo posredovan umik točke osnutek odloka o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe na območju občine Medvode. Na podlagi 5. odstavka 36. člena poslovnika o umiku točke strani predlagatelja svet ne razpravlja in glasuje. Drugič. Prav tako vam je bil pred sejo posredovan umik točke predlog sklepa o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME 1565. Ker na podlagi 5. odstavka 36. člena poslovnika o umiku točke strani predlagatelja svet ne razpravlja in glasuje, nadaljujemo na naslednji predlog. Tretjič. V skladu s 5. odstavkom 85. člena poslovnika predlagam, da se točka 6, tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine Medvode sprejme po hitrem postopku. Ker gre pri predlaganem tehničnem popravku odloka za manj pomembno spremembo, predlagam občinskemu svetu, da ga v skladu s 85. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode sprejme po hitrem postopku. Odpiram razpravo k tem predlogom. Razpravljalcev ni, zato v sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode bo tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine Medvode obravnaval po hitrem postopku v skladu s 85. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 20 občinskih svetnikov. Prosim, glasujte, kdo je za. Hvala. Ugotavljamo, da je 19 svetnikov glasovalo za. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Sklep je sprejet. V potrditev predlagam naslednji dnevni red. Prvič. Potrditev dnevnega reda. Druga točka. Predlog zapisnika 18. seje občinskega sveta. Tretja točka. Poročilo o realizaciji sklepov 18. seje občinskega sveta. Četrta A točka. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Četrta B točka. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Medvode. Peta točka. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. 6. točka, tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine Medvode. 7. točka, predlog sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig občine Medvode na dan 1.1.2021 in 8. točka pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Odpiram razpravo. Nihče se ni prijavil k razpravi, zato prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. 20 prisotnih. Kdo je za, prosim? Devetnajst občinskih svetnikov je glasovalo za. Je kdo proti? Nihče. Dnevni red je sprejet. Prehajamo k drugi točki dnevnega reda, to je potrditev zapisnika 18. seje občinskega sveta. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Nihče se ni prijavil. V sprejem predlagam naslednji sklep. Pardon? Leon Merjasec, gospod Leon Merjasec se nam je pridružil, tako da je prisotnih 21 občinskih svetnikov. V sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema zapisnik 18. seje občinskega sveta. Prisotnih je 21 občinskih svetnikov. Kdo je za predlagani sklep? Dvajset občinskih svetnikov je glasovalo za. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Sklep je sprejet. Prehajamo k tretji točki dnevnega reda. Poročilo o realizaciji sklepov 18. seje občinskega sveta. Poročilo ste prejeli. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Razpravljavcev ni, zato v sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov 18. seje občinskega sveta. Prisotnih je 21 občinskih svetnikov. Kdo je za predlagani sklep, prosim? Dvajset občinskih svetnikov je za. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Sklep je sprejet. Nadaljujemo k 4.a točki dnevnega reda. Predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Uvodno obrazložitev bo podala gospa Simona Krese iz podjetja NRS Krese. Hvala, pozdravljeni. Odlok v prvem branju je bil na občinskih... Pozdravljeni še enkrat. Odlok... Sprejet v mesecu maju in pa juniju. Zelo pozitivno je bil sprejet ta predlog o načinu sodelovanja med 4 občinami. Bilo je pa danih tudi nekaj predlogov na odlok v prvem branju, katere smo vse preučili in skupaj z direktorji občinskih uprav tudi pripravili stališča in pa način upoštevanja teh danih predlogov. Vse občine so dobile enako obrazložitev gradiva za drugo branje, kar imate tudi v gradivu za občinski svet občine Medvode. V gradivu so obrazloženi tudi posamezni, se pravi, predlogi, naše stališča. Glede na to, da gre za odlok v drugem branju, ga morajo sprejeti vsi občinski sveti v enakem besedilu, če hočemo, da začne odlok veljati. Tako da vsi 3 ostali občinski sveti so odlok že sprejeli, tudi v drugem branju, s tem, da ni odveč mogoče omeniti tudi to, da je bil odlok na vseh občinskih svetih sprejet soglasno. Tako da ostalo pa odgovarjam na vprašanja. Hvala.
Okay, hvala lepa. To točko je obravnavala tudi statutarno pravna komisija in prosim predsednico komisije gospod Špelo Kolarič, da poda stališče komisije. Hvala lepa za besedo. Statutarno pravna komisija je na svoji 17. seji dne 11.10.2021 obravnavala predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Hvala lepa. Hvala. Hvala za besedo. Podpiram ta odlok, ker občina Medvode z inšpektorjem, ko ga imamo trenutno, ne dosega teh dogodkov, kar se dogaja po Medvodah, da bi on to vse reševal in nujno potrebujemo redarje in me zanima, kdaj bo to realizirano. Hvala. Odlok bo stopil v veljavo 1.1., predtem pa pričakujemo, da bomo imeli že zaposlenega redarja. Sicer smo imeli en razpis zunaj, ki ni bil uspešen, zdaj bo v bistvu pa v teh dneh ponovljen interni razpis, torej v bistvu znotraj javne uprave in upamo, da bomo dobili kakšne kandidate. No. V bistvu pričakujemo, da bo uspešen. No. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Hvala, razpravljavcev ni več. Zato v sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema predlog odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Ugotavljam prisotnost. Prisotnih je 21 občinskih svetnikov. Kdo je za, prosim? Za je 20 občinskih svetnikov, je kdo proti? Nihče, hvala. Sklep je sprejet. Prehajamo k 4.b točki dnevnega reda, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Medvode. Uvodno obrazložitev bo podala gospa Sonja Rifer. Prosim. Hvala za besedo. Lep pozdrav. Kot je bilo navedeno že pri obravnavi osnutka odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, je potrebno zaradi te nove organizacije in prenesenih nalog na nov medobčinski inšpektorat uskladiti tudi veljaven odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Medvode. Pri obravnavi osnutka odloka na predlagane spremembe ni bilo pripomb, zato ostaja predlog v enakem besedilu kot osnutek. Hvala. Hvala. To točko je obravnavala tudi statutarno pravna komisija. Prosim predsednico komisije gospod Špelo Kolarič, da poda stališče komisije. Hvala. Statutarna pravna komisija je obravnavala predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka organizacije in delovnem področju občinske uprave občine Medvode in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo k 4.b točki dnevnega reda. Gospa Darinka Verovšek, izvolite, imate besedo. Hvala, lepo pozdravljeni v imenu Liste Nejca Smoleta in v mojem imenu. Jaz bi prosila samo občinsko upravo, da tako, kot imamo pri naslednji točki, takrat, ko spremembe odlokov sprejemamo na seji občinskega sveta, to sem vas že enkrat prosila, da so označene te spremembe v odloku, ki ga spreminjamo, tako da se ve, kaj je sprejeto, kaj pa ni. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo v razpravi, prosim? Hvala, ugotavljam, da razpravljavcev ni več, zato v sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Medvode. Ugotavljamo prisotnost, 21 občinskih svetnikov je prisotnih. Kdo je za, prosim?
Hvala. 20 glasov za. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k 5. točki dnevnega reda. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Uvodno obrazložitev bo podala gospa Martina Kutnar, dodatno pojasnilo pa bo podal gospod Aleš Kalan, direktor javnega zavoda Sotočje Medvode. Izvolite. Hvala lepa za besedo, prav lep pozdrav vsem. Spremembe in dopolnitve veljavnega odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode smo pripravili na podlagi zakona o zavodih, zakona o socialnem varstvu in uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda je bil sprejet 30. septembra leta 2015, spremenjen pa letos 9. junija, ko se je v skladu z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti uskladil zapis nalog sveta zavoda. Predlagane spremembe in dopolnitve odloka so naslednje. Gradivu je bil priložen odlok o ustanovitvi z pisavo krepko pasovne šene oziroma zapisane spremembe. V 2. členu se med dejavnosti zavoda doda nova dejavnost, socialno-varstvena storitev, ker bo zavod od 1. januarja 2022 dalje upravljal socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu. V 3. členu se posodobi daljši zapis imena, ki se po novem glasi Zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno-varstvene storitve. Skrajšano ime zavoda pa ostaja Javni zavod Sotočje Medvode. V 7. členu odloka razširjamo dejavnosti zavoda z dejavnostjo socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se opravlja kot javna služba. Dodaja se tudi storitev socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Dodajamo varovanje na daljavo, strokovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov storitev, njihovih svojcev, prostovoljcev, delavcev zavoda in drugih zavodov, organizacij in posameznikov in dodajamo tudi druge dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja na domu. Glede na navedene dejavnosti se v 8. členu v skladu z uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti dodajajo šifre dejavnosti posameznih podrazredov. V 10. členu se zaradi nove dejavnosti razširi sestava sveta zavoda. Predlagamo, da svet zavoda po novem sestavlja 7 članov, prej 5. Od 7 članov bo 5 predstavnikov ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev z področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer po enega z področja športa, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti in socialno-varstvenih storitev. V zavodu bo za upravljanje storitve pomoč družini na domu dodatno zaposlenih 9 oseb. Glede na število zaposlenih predlagamo, da sta 2 člana sveta zavoda predstavnika delavcev zavoda, ki jo izvolijo na način po postopku, ki ga določa statut zavoda, in sicer enega izmed zaposlenih za področje socialno-varstvenih storitev in enega izmed zaposlenih za ostala področja dela. Pravico voliti in biti voljen ima vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, tudi tiste, ki so vključeni v programe javnih del. Zakon o zavodih v 44. členu določa, da strokovni svet obravnava vprašanja z področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu ali pravilih, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju, strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti. Strokovni svet za socialno-varstvene storitve je dodan v 19. členu odloka. Za izvajanje socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu je predvidena participacija uporabnika, zato smo v 20. členu dodali financiranje zavoda iz plačil uporabnikov storitve pomoč družini na domu. V
V 25. členu odloka so opredeljene pravice in obveznosti občinskega sveta, med katere se dodaja soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu. Po uveljavitvi sprememb odloka in na njegovi podlagi se v sodnem registru vpiše sprememba imena zavoda. Javni zavod mora uskladiti svoje akte z določbami tega odloka v roku 2 mesecev od njegove uveljavitve. Dosedanjim članom sveta zavoda je pričel teči mandat 16. decembra 2020. Predlagamo, da zavod oblikuje svet v skladu s spremembo odloka najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se dodatno izvoli en predstavnik izmed zaposlenih za področje socialno-varstvenih storitev in imenuje dodatno en predstavnik ustanoviteljice z področja socialno-varstvenih storitev. Sprememba odloka naj bi začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino je pravni naslednik Javnega zavoda za šport in turizem in Javnega zavoda za kulturo in mladino. Zavod zagotavlja oziroma upravlja dejavnosti na vseh teh naštetih področjih. Občina Medvode s sprejemom spremembe tega odloka določa pravni temelj za izpeljavo vseh postopkov za določitev izvajalca storitev pomoči družini na domu v obdobju od 1. januarja dalje. Kot že povedano, Komet Oskrba, ki mu z 31.12.2021 izteče koncesijska pogodba za upravljanje storitve pomoč družini na domu, nas je namreč obvestil, da dejavnosti v naši občini po preteku pogodbe ne bo več izvajal. Občinska uprava je proučila vse možnosti ter načine organizirane dejavnosti pomoč družini na domu, pregledala primere dobrih praks in ugotovila, da se dejavnost izvaja bolj aktivno, odzivno in uporabnikom prijazneje preko javnih zavodov, ki jih ustanovi lokalna skupnost. Zato smo pripravili tudi spremembe odloka. Sprejem sprememb odloka bo imel finančne posledice na proračunska sredstva. Za pripravo pogojev in začetek dejavnosti še v letu 2021 se predvideva 25.000 evrov začetnih stroškov. Letni strošek opravljanja socialno-varstvene storitve v primeru istih oskrbovalk in podobnega števila oskrbovancev je že zagotovljen v proračunu občine Medvode za leto 2022. Predvidevamo, da bo dodatno potrebno za druge stroške nove organizacijske enote socialno-varstvene storitve v letu 2022 potrebno zagotoviti približno 27.000 evrov. Občinskemu svetu predlagamo, da osnutek odloka obravnava in sprejme. Hvala. Hvala lepa. Naprošam še direktorja javnega zavoda, gospoda Kalana. Pozdrav, jaz nimam pripravljenih dodatnih pojasnil, sem pa tukaj za morebitna vprašanja kasneje. Velja, hvala. To točko sta obravnavala tudi statutarno-pravna komisija. Prosim predsednico komisije, gospod Špelo Kolarič, da poda stališče komisije. Mi smo na statutarno-pravni komisiji pač obravnavali, sprejeli 2 sklepa, in sicer prvega, da je statutarno-pravna komisija obravnavala osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo. Drugi sklep pa smo sprejeli, da statutarno-pravna komisija predlaga občinskemu svetu občine Medvode v skladu z določili poslovnika občinskega sveta občine Medvode, da na svoji 19. seji sprejme osnutek in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Hvala lepa. To točko je obravnaval tudi odbor za družbene dejavnosti. Prosim članico odbora, gospo Marjeto Jamnik, da poda stališče odbora.
Odbor za družbene dejavnosti, jaz nadomeščam Uroša Medarja, je na svoji 16. seji dne 11.10. obravnaval naslednjo točko torej za 19. sejo občinskega sveta. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode ter predlaga občinskemu svetu občine Medvode, da ga obravnava in sprejme. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo k tej 5. točki dnevnega reda. Gospa Nada Prešeren, izvolite. Hvala lepa in prav lep pozdrav vsem. Kot sem že večkrat omenila na različnih sejah, pač humanost neke družbe stoji ali pa pade na njeni zmožnosti oskrbe bolnih, prizadetih, oslabelih in ostarelih članov. Zato me nadvse veseli, da se danes pogovarjamo o osnutku spremembe odloka o ustanovitvi javnega zavoda in pričetku izvajanja oskrbe na domu v naši občini. Ko smo se lani nekako prvič pogovarjali o tej ideji, da bi izvajanje oskrbe na domu prevzel občinski zavod, smo si komaj upali verjeti, da se bo ideja tako hitro začela realizirati. Žal je znana epidemiološka situacija za skoraj celo leto projekt zavrla, ampak vseeno so posluh, razumevanje in naklonjenost občine idejo pričeli udejanjati, pripravljenost, zavzetost in pa izjemna prizadevnost vseh zaposlenih v zavodu Sotočje, predvsem pa zagnanost direktorja gospoda Aleša Kalana, pa je pripeljala do tega, da se danes že lahko pogovarjamo o tej zadevi in tako občini kot tudi zavodu Sotočje in pa gospodu Alešu Kalanu se moramo zares zahvaliti, da jim je tako hitro uspelo pripraviti vse podlage za ta projekt, ki pomeni veliko spremembo in zahteva seveda tudi proceduralno ogromno postopkov. Nedvomno se bodo po pričetku obratovanja sicer pokazale kakšne pomanjkljivosti, pa zelo verjetno tudi potrebe po dopolnitvah določenih členov, ampak upam, da se vsi zavedamo, da moramo danes tale predlog sprejeti po najhitrejšem možnem postopku, saj se prvi, ko se bo pričela v resnici na terenu izvajati oskrba na domu, nezadržno bliža. Tako da naše občanke in občani pač računajo na nas vse, ne smemo jih razočarati, s 1.1. se ta oskrba mora pričeti in vsi upamo, da bo potekalo čim boljše. In še enkrat hvala vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, ki bo vsem našim občanom in občankam veliko pomenil. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo. Ker na današnji seji ni bilo podanih pripomb na vsebino osnutka odloka, prav tako ni bilo podanih pripomb na sejah delovnih teles, v skladu z 3. odstavkom 77. člena poslovnika predlagam, da se na isti seji sprejmeta osnutek in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Zato v sprejem predlagam naslednja sklepa pravzaprav. Prvič, občinski svet občine Medvode sprejema osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Ugotavljam prisotnost. 21 občinskih svetnikov je prisotnih. Prosim, glasujmo, kdo je za. Dvajset občinskih svetnikov je glasovalo za. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Sklep je sprejet. In sedaj drugi sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. 21 občinskih svetnikov nas je prisotnih. Prosim, glasujmo, kdo je za.
Ja, zdaj pa dela. Se upravičujem, hvala za besedo. Jaz sem pričakoval tukaj prvo sklep o tem, da glasujemo o tem, da bomo po hitrem postopku sprejemali tudi predlog. Da se ne zapletemo in da nas ne bo nekdo potem naskočil. Tako predlagam, da, zdaj sem pričakoval, da bo to gospa Nada na ta način povedala, ampak vidim, da zdaj glasujemo kar o predlogu, ker se občinski svet ni jasno o tem, da bomo glasovali o predlogu. To mislim, da je nujno. Tako da malo razmislite, jaz mislim, da je takole bolj prav. Po tretjem odstavku 77. člena je v bistvu na predlog župana oziroma predsedujočega občinski svet lahko na seji odloči, da se na isti seji sprejmeta osnutek in predlog odloka, če na osnutek na sejah delovnih teles in na seji sveta niso vložene pripombe. Tako da v bistvu mi nismo šli tle po hitrem, ampak smo šli po tej določbi, po tretji. Ni pa, mislim, da bo... Lahko pa zaradi mene, ne vem, pač damo še en sklep, če pač mislite, da je potrebno. A ne? Prav. Damo, ja. Potem pa dajmo to, prosim, ja, potem bomo pa dopolnili, se pravi, najprej predlagam v sprejem naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode To smo že. Odrejam 5-minutno pauzo, da pravilno formuliramo predlog sklepa. Hvala lepa. Ponovili bomo glasovanje, prenumerirali smo, se pravi postavili smo nov prvi sklep, potem drugi sklep, o katerem smo že glasovali in potem tretji sklep, o katerem še bomo glasovali. V sprejem predlagam naslednje sklepe. Prvič. Občinski svet občine Medvode v skladu s tretjim odstavkom 77. člena poslovnika občinskega sveta občine Medvode sprejme osnutek in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Ugotavljam prisotnost 21 občinskih svetnikov. Prosim, glasujmo, kdo je za. Aha, pardon, se upravičujem. 20 prisotnih, glasovalo za nas je 19. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Hvala. Naslednje. Občinski svet občine Medvode sprejema osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Prisotnih nas je 20 občinskih svetnikov. Prosim, glasujmo, kdo je za. 19 občinskih svetnikov nas je glasovalo za. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Sklep je sprejet. Prav tako tudi prejšnji sklep je sprejet. In tretjič. Občinski svet občine Medvode sprejema predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode. Prisotnih nas je 20 občinskih svetnikov. Prosim, glasujmo, kdo je za. 19 občinskih svetnikov je za. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Sklep je sprejet. Lahko smo ponosni na svoje delo. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda. Tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine Medvode.
Uvodno obrazložitev bo podala gospa Mateja Kovač Dragar. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Pred vami je tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Medvode. Občinski svet je na svoji 15. seji 10.3. sprejel odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Medvode. Ta odlok se je začel uporabljati 10.4.2021. V 9. členu odloka, ki določa prispevne stopnje zavezanca z oznako PSZ za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je v tretji vrstici tabele prišlo do tipkarske napake, in sicer se je zapisal napačen preračun prispevne stopnje za omrežje vodovoda, ki je izražen v odstotkih. Zapis v decimalni številki je pravilen. V sami obrazložitvi imate tudi natančno označeno, da dejansko je prišlo samo za nepravilen povzetek iz decimalne številke v odstotek. Sama napaka teh izraženih odstotkov do sedaj ni vplivala in tudi v prihodnje ne bo vplivala na sam izračun komunalnega prispevka. Ker gre pri predlaganem za tehnični popravek samega odloka in gre za manj pomembno spremembo odloka, predlagamo občinskemu svetu, da ga v skladu s 85. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode sprejme po hitrem postopku. Hvala. Hvala. To točko je obravnavala tudi Komisija za statutarno pravna vprašanja. Prosim predsednico komisije gospod Špelo Kolarič, da poda stališče komisije. Hvala za besedo. Statutarno pravna komisija je obravnavala tehnični popravek odlokov o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju občine Medvode in ugotavlja, da je v skladu z veljavno zakonodajo ter predlaga občinskemu svetu občine Medvode, da ga v skladu s 85. členom poslovnika občinskega sveta občine Medvode sprejme po hitrem postopku. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo k tej točki dnevnega reda. Gospod Marjan Ulanec, izvolite, imate besedo. Hvala za besedo. Žal mi je, da ni Sokolski dom tle ostal, tako kot smo ga načrtovali, ampak zdaj tale projekt je lepo zasnovan, lepo narejen. Me pa motle narisanje samo uvoz. Se upravičujem. Gospod Ulanec, boste nadaljeval ali gre za pomoto? Pomota. Hvala lepa. Kakšno drug razpravljalec? Nihče? Hvala lepa. Prehajamo torej k glasovanju. V sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema tehnični popravek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Medvode. Uradni list Republike Slovenije številka 44/2021. Ugotavljam prisotnost. Prisotnih je 19 občinskih svetnikov. Ne, 20 občinskih svetnikov. Prosim, glasujmo, kdo je za. Hvala lepa, 19 glasov za. Je kdo proti? Nihče. Hvala, sklep je sprejet. Nadaljujemo s 7. točko dnevnega reda. Prosim? 19? 19 je za. 19 prisotnih. No, popravek. 19. Ne. Ja, 20, ne? V redu. Hvala, ampak hvala vseeno za trud. Prehajamo k 7. točki dnevnega reda.
Predlog sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig občine Medvode na dan 1.1. leta 2021. Uvodno obrazložitev bo podala gospa Sanja Malej. Izvolite. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Pred vami je seznam osnovnih sredstev, ki jih predlagamo za odpis iz naših osnovnih sredstev, knjige osnovnih sredstev. In sicer so bila vsa ta osnovna sredstva, ki jih imate navedena, na dan podpisa izločena iz uporabe. Pisarniško pohištvo je poškodovano in neuporabno, računalniška oprema ima zastarelo in odsluženo strojno in programsko opremo. To pomeni tudi, da je tale programska oprema, ki je v teh računalnikih, toliko zastarela, ne da se pa jo novo programsko opremo, novejšo, uporabiti, tako da je pač so vsi teli, predvsem je to računalniška oprema, izločena v uporabi in neuporabna. Tako da predlagamo, da se odpisana oprema komisijska odstrani. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo k tej točki. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podžupan. No, kljub temu, da je gospa Sanja tle obrazložila, da je zadeva zastarela ali pa kjer je neuporabna, bi jaz prosil, če se lahko pogleda, kljub temu, če je, ne vem, računalnik, monitor zastarel, mogoče se pa za kakšno društvo še da kaj uporabi, da bi pogledali, če je to, pa bi ga društvo ponudili. Sploh društvo upokojencev v bistvu Mrska še nima računalnika, pa bi mogoče se to dal kaj uporabiti. Dej, če se pa res ne da, pa nič, jaz sam pobudo dajem za to. Hvala. Hvala lepa. Vaša pobuda bo vsekakor upoštevana in vkolikor bodo ugotovili, da je katera od opreme možna nadaljne uporabe, vas bodo kontaktirali iz občinske uprave. Hvala lepa. Se še kdo prijavlja k besedi, prosim? Razpravljavcev ni, zato v sprejem predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Medvode sprejema sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz poslovnih knjig občine Medvode na dan 1.1.2021. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 21 občinskih svetnikov. Prosim, glasujmo. Kdo je za? Dvajset glasov za. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Hvala lepa. In prehajamo k 8. točki dnevnega reda, pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Najprej bi prebral dva odgovora na dve vprašanji, ki sta bili postavljeni, na to bi pa odprl razpravo oziroma sprejel vaša naslednja vprašanja. Gospod Dominik Bradeško, ki je opravičil svojo odsotnost na 19. seji občinskega sveta, je pred sejo posredoval pohvalo glede uspešnega utišanja pokrovov jaškov in kanalov v bivši Jaškovi deželi. Zanima ga, če se da rešetke na ceste v Sori na poti na Osolnik tudi popraviti, utišati ali zamenjati na podoben način. Odgovor je sledeč. Občinska uprava bo pozvala občinskega koncesionarja za ceste, da si linijske cestne rešetke na občinski cesti LC 251-081 Sora Osolnik Hrastnica ogleda ter ustrezno sanira. Problematične so rešetke v križišču z lokalno cesto LC 251-071 Medvode Sora Puštav, kakor tudi pri objektu Sora 23. Drugo vprašanje je zastavil, drugi dve vprašanji je zastavil gospod Leon Marjasec. Pobuda, da se na Medvoški cesti v križišču v smeri proti Pirničem doda usmerjevalna tabla za rojstno hišo Jakoba Aljaža, poleg usmerjevalne table za rojstno hišo komandanta Staneta. Odgovor.
V prihodnjih dneh se bo vsekakor pristopilo k namestitvi usmerjevalne table za rojstno hišo Jakoba Aljaža. Drugo vprašanje. Ponovno daje na pobudo krajanov, da se na Pirniški cesti v križišču pri Štefanc v Spodnjih Pirinčah označi prehod za pešce, hodnik za pešce, kot je bilo pred začetkom vgradnje kanalizacijskega kanala. Podajamo naslednji odgovor. Zavedamo se pomembnosti prehoda za pešce pri Štefanc, zato smo k tej problematiki pristopili z vso resnostjo ter v skladu s pravili stroke. V skladu s področno zakonodajo iz varnosti v cestnem prometu je za potrebe umestitve prehoda za pešce potrebno na obeh straneh prehoda zagotoviti ustrezno čakalno površino, naprimer pločnik. Vkolikor to ni mogoče, naprimer zaradi nepridobitve zemljišča, kar pomeni, da področne zakonodaje ni mogoče do popolnosti upoštevati, je potrebno v skladu s 6. odstavkom 9. člena Zakona o cestah za predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisov, utemeljiti s pisno izjavo presojevalca varnosti ceste. Na podlagi zgoraj navedenega smo pri izgradnji kanalizacije na tem območju v okviru projekta Čisto zate pri licenciranem presojevalcu varnosti pri podjetju Pro MP Miha Podgoršek SP naročili preveritev pogoja za umestitev prehoda za pešce v križišču preko lokalne ceste LC 251041 v križišču z javnima potema JP 751041 in JP 752181 v naselju Spodnje Pirniče. Licencirani presojevalec varnosti cestne infrastrukture bo izvedel terenski ogled obravnavanega območja, narejena bo analiza obstoječega stanja, preglednost, torna sposobnost čakalne površine za pešce, osvetlitev prehoda, stanje vozišča in prometne signalizacije ter analiza hitrosti in prometnih obremenitev. Na podlagi navedenega bo podan predlog za varno in primerno umestitev navedenega prehoda za pešce. Rezultate analize pričakujemo v naslednjem tednu, temu bo sledila ustrezna ureditev prehoda. Konec odgovora. Sedaj pa, spoštovani občinski svetniki in svetnice, vaše vprašanja. Prvi se je javil gospod Dragan Dukić. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz danes nimam dodatnih vprašanj in pobud, imel bi pa dve pohvali, in sicer, kar sem tudi obljubil pred časom, da ko bo dokončano cestišče v Zbiljskem gaju, torej druga plast in vse ostalo, vsa ta ureditev, da bom to tudi javno pohvalil in to izkoriščam priliko, da to zdaj naredim. Tam je pač dolga zgodba, izredno veliko muk je bilo, kako zagotoviti za ta del zimsko službo in tako naprej, pa tudi drugi problemi so bili. Jaz sem prepričan, da zdaj, ko je to narejeno, da so občani, krajani s tem tudi zadovoljni. Evo, pa še enkrat pohvalim to dejanje, ta projekt, vsi, ki so zraven sodelovali, so pohvaljeni. Druga zadeva pa je, zdaj poteka energetska sanacija, pa tudi obnova objekta kulturnega doma. Če se dobro spomnite, sem se na to temo velikokrat oglasil, predlagal in tako naprej, nekaj časa ni bilo nobenega odziva, zdaj pa ocenjujem, da je zadeva dozorela in da se je našel nek dodaten denar za to, tako da bomo imeli obnovljen, računam, da celovito, kulturni dom in da nam bo tudi v ponos. Tudi to moram pohvaliti, ne toliko zaradi mene osebno, ampak zaradi tega, ker bodo občani dobili primeren kulturni dom in se bomo lahko v njem družili še naprej. Hvala lepa, toliko za enkrat. Hvala lepa, gospod
Ljukič. Seznam imam naslednji. Gospod Marjan Ulanec, gospa Darinka Verovšek in pa gospa Marjeta Jamnik. Pa še, ja, ampak dame imajo prednost, ne? In pa seveda, ja, vidim. Izvolite, gospod Marjan Ulanec, imate besedo. Hvala za besedo. Če je Dragan začel s pohvalom, bom tudi jaz pohvalil. Pohvalil bi občinsko upravo in vse, ko so delali na tem participativnem programu. Letos začnemo na Senici delati mislim, športno igrišče iz tega proračuna. Pa imam pa pobudo na željo krajanov. Ureditev ceste po katastru od Jeprške jame do Papirnice Goričane. Krajani Senice in Ladje ter lastniki zemljišč ob cesti prosijo za ureditev. Izredno velik tovorni promet, ki posega v privat zemljišča na levi in desni strani ceste ter nevarna cesta za pešce in za krajane Ladje in Senice. To je pobuda, pa imam pa eno vprašanje, pravzaprav dva vprašanja na brzino. Občina Medvode je naročila rušenje vrtca v Smledniku in me zanima, koliko je to stalo rušenje in odvoz odpadkov. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa je spet povezano z Jeprško jamo v krajevni skupnosti Senica. Kdo je posekal drevje v jami? Kdo zasipava jamo na vodovarstvenem območju? Kdo na občini bedi nad deli pri zasipavanju jame strani Brinoksa? Kakšno dovoljenje obstaja za ta poseg, pa kaj ima občina Medvode na prihodkovni strani za ta zasipavanje? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ulanec. Pripravili bomo odgovore. Pa čim prej. Kratek nisi bil. Hvala. Gospa Darinka Verovšek, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi se najprej želela zahvaliti vsem kolegicam in kolegom članom občinskega sveta, da so se odzvali vabilu župana in bili z nami vikend preživeli v pobratenem mestu Krej. Verjetno ste v vseh medijih prebrali o tem. Jaz bi pa rada posebej še izpostavila to, da je bila promocija in obisk v Medvodah tudi po vaši zaslugi prijeten in v Kraju, prijeten in zanimiv, tako da iskrena hvala vsem, seveda tudi javnemu zavodu Sotočje in Kudo Franc Aleški, Kudo Oton Župančič iz Sore, ter televiziji Medvode, ki je pripravila malo daljši prispevek o tem. Jaz bi povabila vse ostale, da se nam pridružite tudi, ko bomo v mesecu maju gostili vse 4 pobratena mesta oziroma prijateljska mesta in Evropska komisija nam je odobrila, da sredstva koristimo v prihodnjem letu, tako da se nam obeta en velik dogodek in vabim vse, da se takrat pridružite, mora biti tudi kot gostitelji, če seveda to želite. Smo pa v pobratenem mestu videli nekaj zanimivega in mogoče v razmislek županu in občinski upravi, predvsem oddelku za gospa Kovačeva, in sicer svetlobno označeni prehodi za pešce. To je praksa že tudi v katerem od slovenskih mest in sicer z nekimi okolju prijaznimi LED lučmi so prehodi za pešce osvetlijo takrat, ko pešec, kolesar ali udeleženec v prometu pride blizu in na ta način opozori, da je pač nekdo na cesti. Mislim, da bi to zmanjšalo tudi morebiti kakšne nesreče, predvsem v nočnem času, mogoče tudi na tistih prehodih za pešce, ki so mogoče najbolj aktualni. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Jamnik. Torej na Podvizovi ulici 3 in 5. In so imeli zdajle, ko je bila ta povodenj po širši območju Ljubljane, so imeli poplavljene kleti
Voda jima je drla predvsem na številki 3 v garažo, kjer imajo tudi kletno stanovanje, tako da so se sami namatrali, da so to odstranili. Ampak to se je zgodilo zaradi večjega naklona cestišča proti njihovim hišam. Torej, na nasprotni strani ni bilo nobene vode, tukaj se je pa res nabralo ogromno in nabira se tudi ob vsakem hujšem deževju. Pregledal je to torej po nekaj časa gospod mlajši Bizant in se je s tem seznanil. Torej, od takrat, torej mislim, da od aprila ali maja, ni bilo to še nič sanirano, so si ogledali, ampak naredilo se ni pa nič. Zato stanovalca prosita, da se to poskuša urediti. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja se je javila k besedi gospa Cvetka Židan Valjavec. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in kolegom. Jaz bi dala oziroma prenesla eno pobudo, ki se je na zadnji seji Sveta krajevne skupnosti Pirniče po točko razno podala. Z njo smo se vsi člani Sveta krajevne skupnosti popolnoma strinjali in jo podprli. Gre pa za to, da se v pirniškem prostoru osnovna šola Pirniče poimenuje po Jakobu Aljažu, in sicer, da se imenuje osnovna šola Jakoba Aljaža Pirniče. V slovenskem prostoru imamo kar nekaj šol oziroma izobraževalnih inštitucij, kjer dejansko res zavodov, kjer dejansko res imajo to ime. V našem kraju, v našem prostoru pa tega zavetnika imamo in bi bilo skoraj da na mestu, da se ta šola poimenuje. Podal je to sicer eden od članov Sveta krajevne skupnosti, ampak smo se potem vsi skupaj s tem strinjali. Druga pobuda, ki pa bi bila, prosim, da zdaj občina proba sprocesirati ali pa odgovoriti na to, ali je to možno oziroma verjetno je. Ne? Druga pobuda, ki pa bi bila, bi se pa navezala na to, kar je že kolegica Tarinka povedala. V kraju smo bili presenečeni, ko smo bili na dogodku, ko so v mestu Krep po Medvodah imenovali in svečano otvorili posebni trg zraven kulturnega centra, trg, ki se imenuje po Medvodah, Place des Medvodets. Jaz dajem zdaj na tem mestu, ker smo slišali, da maja pridejo ti naši prijatelji tudi iz Francije, iz Kreja v Medvode, da mogoče do takrat tudi mi naredimo neko lepo gesto in morda Sorški most, ki je tukaj pred nami, pred občinsko stavbo, poimenujemo po mestu Krej. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Glede na to, da Dragan temu nasprotuje, s tem ne bomo imeli težav. Gospod Ivan Špenko ima besedo, na to pa še gospa Mateja Kuhar Bizjak. Hvala za besedo, gospod podžupan. No, jaz imam po to točko tle 3 pobude, in sicer prvič, predlagam ureditev parcele številka 355/1 Kao Hraše, na kateri je ponikovalnica za meteorno vodo in je v lasti občine Medvode. V lanskem letu je bila ponikovalnica očiščena, sedaj pa je zopet vse zaraščeno. Popraviti bo potrebno vrata ograje, da se lahko zaprejo in zaklenejo, kajti za to ogrado je ponikovalnica kar precej globoka in je nevaren, da ne bi kdo zašel noter. Drugo pobudo, pa pripombam pa sledečo. Že več starejših občanov mi je potožilo, da je zelo težko in skoraj nemogoče priklicati zdravstveni dom Medvode. Kličejo tudi po 20krat in več, pa nič. Vem, da se zaradi obileci dela ne morejo vedno oglasiti, vendar tako stanje, kot je sedaj, pa je že kritično.
Direktorici sem poslal pritožbo na neodzivnost zdravstvenega doma občanom. Že 23.8.2021, vendar odgovora še ni. Navedel sem tudi lastno izkušnjo. Ko sem klical ambulanto 15krat in recepcijo 7krat, na recepciji so se oglasili 2krat, vendar je bilo rečeno, naj kličem ambulanto, pa ni bilo nič. Vem, da se je mogoče naročiti na pregled po e-pošti, vendar za starejše, ki ne obvladajo e-pošte, nimajo računalnika, ta variante odpade, tako da se lahko naročajo le po telefonu. Na koncu bi pa še rekel, da naj moja pobuda ne izveni kot klic sitnega občana, ampak klic, da se kaj uredi za rešitev nemogoče situacije. Moram pa pohvaliti zdravnike in spremljajoče osebje zdravstvenega doma Medvode na vseh ravneh, od ambulant do, zobnih, vseh drugih tudi, da so pri obravnavi pacientov prijazni, strokovni, kar jim gre res vsa pohvala. Če se odpravijo še težave, katere sem zgoraj navedel, mislim, da bomo s tem zdravstvenim domom kar zadovoljni. Potem imam pa še eno pobudo, in sicer problematika prometa v naseljih. To vemo, da je povsod problem, kontrola hitrosti se izvaja na več lokacijah, samo kljub temu to nevestnih voznikov kaj dosti ne omaja in tudi drvijo s hitrostjem 2-kratno, 3-kratno, kakor je dovoljena, in mislim, da tle druge rešitve ni, da postavimo vsaj na kritičnih mestih radarje, tako kot imajo že tudi po nekaterih drugih občinah. Hvala lepa. Še eno pohvalo imam, nam pozabil. In sicer pohvalil bi lepo gesto župana, da smo vsi, ki smo sodelovali pri varovanju otrok pri prehodu čez cesto v začetku šolskega leta, dobili pisno zahvalo in zelo lepo knjigo pisatelja Ivana Sivca, Triglavski kralj, to je naš patron Jakob Aljaž. Še enkrat hvala lepa, župan. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da vas je župan slišal. Naslednja je gospa Mateja Kuhar Bizjak. A imamo potem še koga, ki se želi javiti besedi? Ne, gospa Kuhar, izvolite. Hvala za besedo. Jaz samo prenašam pobudo občanov Ladje, ki je bila podana na sestanku krajevne skupnosti. Zdaj pa je. Hvala za besedo. Prenašam v bistvu samo pobudo krajanov, sokrajanov mojih z Ladje, ki je bila podana tudi na sestanku krajevne skupnosti Senica in je bila tam tudi sprejeta. Krajani, ki živijo ob cesti na Svetje, v tako imenovanem Grabnu, ko pripeljajo na vrh tega grabna, da bi se vključili na to cesto, ki pride v bistvu od krožišča iz Svetja in gre proti krožišču na Ladji, imajo kar velike probleme, zaradi tega, ker je tam v bistvu dovoljena hitrost 90 km/h. Zato predlagajo, da se v bistvu krajevne table tako prestavi, da bo tudi na tem vmesnem odseku dovoljena hitrost samo 50/h. Mislijo, da je to najustreznejša rešitev, da ni treba postavljati dodatnih znakov za omejitev 50 km/h, ampak da se to dejansko lahko uredi samo s krajevnimi tablami. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo pobudo. Podobna pobuda je bila izvršena v vasi Zavrh z tablo Spodnje Pirniče. Hvala. Pobudo bomo proučili in če se le da tudi v kratkem realizirali. Hvala. Hvala. Razpravljavcev vidim, da ni več. Zatorej zaključujem današnjo 19. sejo.
Hvala lepa vsem za vašo udeležbo in konstruktivno podporo. Želim vam lep večer in nasvidenje.